Imamo gosta, kot napovedano, v tem studiu z nami župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, zdaj najprej moramo, seveda o dogajanju v vaši občini bomo, ampak najprej, zdaj se najbolj menijo o Hočah, o Beverly Hillsu. Ja, Hočki Beverly Hills. To sem včeraj slišal reklamo na vašem radiju. Ja. Jaz sem ker greš v avto, iz avta sem čakal, da sem slišal celo reklamo, da sem videl, zakaj gre, ampak To je uradni naziv naselja, ki se gradi? Ne, Beverly Hills dojemajo vsi kot nekaj dobrega, tako da nas s tem mogoče malo žalijo, ampak jaz mislim, da to je, ne, ampak sem hotel pač razmišljal v tej smeri, to je z nekim povezano s prestižem, z javnimi nekimi znanimi osebnostmi in to, tako da morda pa ne, zares, zakaj pa ne, Hoče imajo potencial, ne? Mislim, da ta lokacija, ki je predstavljena, je res, težko bi zdaj katerokoli lokacijo v Sloveniji, ker v radiju 200 metrov dobiš vse te storitve, pol ne rabiš avta oziroma rabiš samo enega. Ja, res, in nasplošno zdaj, ko gledamo, vaša občina je, se pravi, jaz se že dolga leta vozim skozi, ne, proti Framu in spremljam in recimo, ne vem, v zadnjih 10 letih to je noč in dan v bistvu, ne. Dejan si verjetno ti eden tistih, zaradi katerih je tudi gužva zjutraj. Ja, se pravi, in ne, takrat, ko jaz grem, ob 4 zjutraj ni gužve, gladko gre. Treba se izogniti, zjutraj pa popoldne, drugače pa, sem od malega Hočan, zavedno Hočan, tudi tisti mnogi, ki so prišli, nekateri tudi, ki sem jih odprej poznal, ostajajo v Hočah, ugotovijo, da ni to samo hiša, pa tisto, kaj imaš, ampak je vse okrog, torej ljudje, društva, dogajanje, na koncu pa tudi bližina Maribora, kjer lahko koristimo. Avtoceste, infrastrukturno, super, točno 5 minut je do Hoč. Imam zmerjano, imam najboljšo kolegico tam in točno 5 minut. Ko ni gužve, ne? Ob 4 zjutraj. Ja. Ne, tudi po stari cesti, recimo, če se peljete. Okay. Drugače pa, sveda zdaj, ko se pogovarjamo o dogajanju, tu imate vse skozi, v bistvu, čez celo leto pokrito, zdaj čez prvomajske pa zagotovo še toliko bolj, ne? Čez prvomajske najprej ne je bilo vse pokrito, če je imeli toliko dobrih društev, organizirajo za svoje člane, za širše, tako da, zdaj prvo je v nedeljo je Jurjevanje, to je že praznik same župnije Hoče, ki ga prevzela tudi krajevna skupnost Hoče. Zdaj mogoče tu je potrebno omeniti, da Hoče so bile prvič omenjene 1146, Maribor 1164. Ja, pač malo prej, ne? 18 let prej. Malo za šalo, ampak praznik svetega Jurija je že, ne vemo od kdaj ni zapisal, tako da to je tudi praznik, ker je dopoldne žegnanje kon, torej tudi maša, proslava, pa druge aktivnosti za otroke, pa seveda kaj za pojesti, pa spiti. Sliši zraven. Brez tega bi bilo to, rekel, da ni v Hočah, ne, veš, kaj ti Hoče brez, da bi to mlačni pa žejni beg šli, to pa ne bi bilo prav. To se ne zgodi. To se ne zgodi, jaz se spomnim, da je nasplošno, tudi že moja babica vedno govorila, da so kot otroci za te velike praznike šli k maši prav v Hoče in to peš, iz Dogoša oziroma tudi drugod iz Dravskega polja so pač rekli, grejo v Hočo, ne? Tako se pač se včasih reklo, ne? Štima, župnija sega Slivniška še v Slivnico, tudi v Fram. Tako da, ne vem, če... Vse se bre Hoče včasih. Del Frama, tako da, če še mogoče moraš iti v Hailu ali pa kaj lahko. Ekspovedi. Nima cajta župnik, da jaz pridem k spovedi, kaj si hecen. Ok, danes jutraj je naš gost, dr. Marko Soršak, torej župan občine Hoče - Slivnica. Nadaljujemo takoj potem. Tako, naš gost danes zjutraj je župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, Eger je že malo načel tudi dogajanje v Pivoli, kjer je ta seveda znamenita tržnica, ki je aktivna vsako soboto.
Vsako soboto od 9 do 12, pol občasno pa so dogodki, ki pa so ponavadi pol od 2 naprej. In katerega dogodka se ti najbolj veseliš? Ja, jaz se absolutno veselim dogodka Beer Burger and Fun. To je festival piva in burgerjev Zabave. in hrane, predvsem. Ne? To imam jaz rad, tu sem jaz domač pa dober. Ja, to je 17. maja, če se ne motim. 17. mislim, da se začne klasično, torej ob 2, da ni treba kupati kosila. No, seveda. Vedno stoji dejavnosti za otroke. Vseeno, meni se zdi lokacija, ko doskrat govorijo, butična. Ponavadi ni gužve, 2-3 krat na leto so taki dogodki, da pa je tam mogoče ni full fajn, tu pa je ponavadi fajn, torej več različnih tistih pivovarjev, ki ponujajo pivo, tako da Ne. če štartamo z malim, pa pri vsakem vse sorte. Ne, ne moreš probati, ni šans. To se moraš strateško razdeliti. Tako, tako. Pa pravi čas presekati s kakim dobrim burgerjem. Torej 17. maja, sicer pa sploh ta del kar lepo živi, ne? Pa potem park in vse, kar je zraven. Ja, drevesa pod Pohorjem, poleg je botanični vrt, nekateri skombinirajo tudi z izletom v botanični vrt. Tako. Da, ko poješ en burger, da se fajn razhodiš, da lahko drugega določiš, da sprazniš tiste vrzeli zraka v želodcu. Tako, tako. In ko se o dogodkih v občini Hoče Slivnica pogovarjamo, tudi ne moremo mimo. Lani je to bil pač največji športni dosežek v življenju našega Matica Jegra, ko je pretekel vseh 10 km pohorskega teka. Kdaj je letos to na sporedu? Letos je 1.6. Tako. 9. zapored. Tu pač predlagam, ker lani mislim, da nekih 6 dni pred koncem zmanjkalo mest, ker več ko 600 povzroči gužvo in ni več fajn, tako da pol pač gledalci kaj spijejo. Je pa tudi tako, kot je. Ne? Jaz bi samo rad... Bi bil gledalec? Ne, jaz bi samo rad povedal, da na lanskem teku sem jaz bil boljši v najnem dvoboju. Ne? Samo sprašujem, če bo leto kakšna revanša. Ne vem, če bo letos, ker sem si poškodoval koleno, delam pa na sanaciji za drugo leto, sicer ne vem, katera je prva nedelja v juniju, ampak takrat bom perajt, tako da zdaj pa imamo leto pa 13 mesecev, da se pripravimo. Dobro, ok. Da letos si še lahko sproščen. Letos tekmuješ sam s sabo, Jeger, kot vedno. Še hujše. Ok, vse informacije seveda najdejo tudi na spletu, pa da se pravočasno vsi prijavijo, ker kot je povedal župan, je število mest omejeno. Število mest je omejeno, pa verjetno en redkih tekval z humorističnimi vložki. Ja, ko so te table, so vrhunske. Malo pozabiš, da bolijo noge. Ja, malo si, ali pa če ne drugače, imaš sovražnika. Točno to. Zunanjega, ne več samo v svoji glavi, tako da tek pod Pohorjem je zagotovo ena od tistih znamenitosti. Če ste tekač ali se s tem ukvarjate bolj resno ali pa zgolj ljubiteljsko, ker da se, Jeger je brez treninga šel lani, ampak je res lepo, res slikovita proga in zabavni vložki vmes. Super trasa. Ok, je par klancev, ampak ni prehudo. Tako da tudi tisti, ki ste nepripravljeni recimo na 10 km. Jaz recimo sem lansko leto šel prvič, prelaufal 10 km, ko sem laufal, pa sem gledal čas in mislil, kak sem jaz dober, ne. Ko sem pa prišel v cilj, sem pa vseeno tako lansko razmišljal, vseh dosti jih pa nisem prehitel, ne, tako da če sem od zadaj začel, sem tudi od zadaj zaključil. Pa dobro. Mislim, da mi dva smo bila vsaj tam 10-20 pred koncem. Jeger še malo bolj. Resno. Vse osnovni cilj je bil, da je vas premagal. 70 plus laufajo, tako da. Ampak so naj tudi tisti prej. Dobro, glej, ne moreš imeti vse v življenju. Še se pogovarjamo o dogajanju v občini Hoče Slivnica z županom v nadaljevanju. 10 minut je v tem studiu, danes jutraj gostimo župana občine Hoče Slivnica, dr. Marko Soršak. Torej, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Tako da se navadite tudi to, kot na radiju si zjutraj, moraš pač doskrat dobro jutro reči. Vse verjetno na občini je enako, ni?
Enako, pa zdaj sem študiral v tisti včerajšnji reklami, ne sem pol poslušal. O Beverly Hillsu. Da sem slišal, tako da se vmes sklopo, da vsakima rečemo. Tako, evo. Ampak zdaj pa, če zares, zdaj govorili smo o prireditvah, o tem, da bo 17. maja velik festival piva in burgerjev na Pohorski tržnici pri vas, da bo prvo nedeljo v juniju, torej 1. junija v bistvu Tako. tradicionalni pohorski oziroma tek pod Pohorjem, ne pohorski tek pod Pohorjem, da imate pripravljeno jurjevanje in da bo za 1. maj veliko dogajanja v občini. Zdaj pa čisto res, kaj se pa še dogaja, ker občina se razvija in to je evidentno, ne samo po Beverly Hillsu, ki se gradi, ampak tudi drugače. Kaj še vse načrtujete? Zdaj v kratkem se bo zaključila izgradnja ceste v industrijski coni. Zdaj tudi tam je treba graditi infrastrukturo. Zdaj marsikdo narobe misli, da od firm, torej občina dobi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, tako od vseh individualnih hiš, torej davki pa se stekajo v državni proračun, ampak tudi službe blizu so včasih dosti več vredne, sploh danes, če se kdo v Ljubljano vozi, Ja. pa še leto pa pol, dokler ne bo končano, je to vseeno ena muka, zgubiš 10-15 ur vsak teden, tako da boljše te ure preživeti Kakorkoli. Žino, Ja. ali pa kakorkoli, ko Ja. v avtu čakati, Ja, da se definitivno. prestaviš. Ja. Tako da ja, cesta v industrijski coni na Pohorju se zaključuje 2-milijonski projekt izgradnje vodovoda, ki bo vzpostavil recimo hrbtenico, čakal še nas neki odcepi v prihodnje. Ampak ja, to je bila infrastruktura, na kateri se ni delalo 20-30 let, pomembnih zadev in tudi takrat, ko se je gradila, so bili drugi standardi kot danes. Potem predvidena zdravstvena postaja, obnova in dograditev v spodnjih Hočah, pridobivamo gradbeno dovoljenje za športno dvorano v Slivnici, zaključuje se veliko nogometno igrišče z umetno travo v Rogozi, začnemo z ureditvijo ribnika v Hotini vasi, tako da projekta je dosti, pripravljamo, Ja. pač vedno najrajše delamo tisto, kaj drugi plačajo ali pa drugi sofinancirajo. Ja. Tako je, ne? Tak je. Ja, ampak v vsakem primeru pa vidi se, da seveda delate dobro, da se občina razvija, verjetno tudi beležite porast prebivalcev, zagotovo. Ne, to je mora biti kar strma krivulja, ali? Ja, je strma, torej konstantno raste, zdaj občina je nastala leta 1999, tako da do zdaj se je povečalo iz 9600 na dobrih 12 000, ampak tu vseeno ne spodbujamo s kakršnimi kolimi olajšavami stanovanjske gradnje, ker vsak novi prebivalec pomeni čez 2 leti novo povprečnino, pa čez 2 leti Tako. verjetno dodatno mesto, zdaj ali je to v vrtcu ali je v šoli ali oskrba starostnikov, zdaj k sreči imamo dom za starostnike v občini, tako da je tudi lažje preživeti kvalitetno starost, pa tudi dosti stvari, večgeneracijski center se s tem ukvarja, tako da probamo narediti za vse, ampak tu pri županovanju ali funkcijah je pač tak, če bi vsak dobil 100 evrov, bi se drugi dan nekdo pritožil, da si Da pa, ni. ne vem, Jeger ni zaslužil 100 evrov, ker te bi dan mogel dobiti 120, karikiram, ampak Ni res. Ne, se res. Ne, absolutno ne drži, ne drži, kaj govoriš? Ne, Zato pa je on župan, Tako veš, je. ker ima takoj občutek. Ne, ampak če za res dobro skrbite za občino, ljudje so radi tam, se dobro počutijo in čudovite projekte pripravljate in ja nič, mi bomo zraven in malo sledili, pa da vidimo in 1. junija, torej je spet tek pod Pohorjem Eger, ne? Ja, je. Predtem pa se vidimo 17. maja na festivalu piva in burgerjev na Pohorski tržnici. Župan, dr. Marko Soršak, hvala za vaš čas, še morda imate kaj na koncu za dodati? hvala za vabilo, mogoče pred tekom, tudi če bo kdo prišel samo gledat, pred tekom za, bom rekel, odrasle še otroški tek, pa lahko bolj tudi otroci vidijo Jegra, zdaj si bom šel pogledat. Mislim, da je lani, ne vem, da sem jaz imel okoli uro 16, tako da Jeger imel uro 15, si bom pogledal rezultat, ne, ker ni važno, da premaga mene, važno, da premaga sebe, da bo letos Še boljše. Da te bodo otroci videli. Okay. Hvala lepa, pozdravite nam vse v vaši občini. Hvala.